Ne bodo nikoli opazile, če jih naberem nekaj, ne govorili. Sem pravkar vrnila domov, podala jedna zvončica v vazu na kuhinjski mizi. Takoj, ko je njena mati izvedela, da je jedna nabirala rože v ljubinskem vrtu, je postavila rože na zunaj okensko polico. Vedela je, da bi lahko v jezi vire kaznovali etno, ker se je potikala po njihem vrtu. In še kako je njena tam. Začel se je nov ples s hitrejšim tempom. Glasba je toka klicala k plesu. Liam se je spomnil babičnega opozorila, naj si pokrijeta ušesa, a Nia je bila že vročena. Začela se je premikati v ritmu glasbe. Doma je Jack dolgo premišljal, kako bi lahko pomagal zaprtim dušam. Nazadnje se je le domislil. Naslednji dan je povabil Puja v svoje domovanje. Tako kot morski mož, tudi Jack zbiral steklenice, ki so jih vihali naplavili na obalo. Tisti večer je Jack zakuril močen ogenj, da je bilo v koči prijetno toplo. Nato je prinesel nekaj steklenic starega, močnega konjaka. Nikoli še ni videl dojenčka, ki bi bil tako velik. Če je to Fionov dojenček, kakšen je potem Fion, se je spraševal. Potem takem mora biti gromozanski. Angus je odhitel ven in ne da bi se obrnil, je stekel čez kamnito pot. Bil je večer in Fion se je vračal domov. Njegova lovska psa, Bran in Skjelon, sta bila ob njem. Nenadoma je pred njih skočila srnica in psa sta se zapodila za njo. Fion jim je sledil in ko jih je dohitel, sta psa mirno ležala poleg srnice. Zagotovo je ena od vilincev, je pomislil.